Nekaj mesecev potem, ko so ženske v Savdski Arabiji dobile pravico do vožnje, se je v največjem urbanem centru zahodne Savdske Arabije odvila prva razstava avtomobilov namenjena ženskam. Roza, oranžni in rumeni baloni so bili obešeni v razstavnem prostoru nakupovalnega središča Le Mall, ženske pa so se slikale pred avtomobili. Na razstavi so predstavili avtomobile z učinkovito porabo goriva, novim strankam pa so pri nakupu svetovale prodajalke. Kralj Salman je septembra izdal odlok, s katerim je umaknil prepoved vožnje ženskam. Savdska Arabija je bila edina država na svetu, kjer je bila ženskam vožnja avtomobila do nedavnega prepovedana. Ta konzervativna tradicija je omejevala mobilnost žensk in bila znak njihovega zatiranja, na kar so več let opozarjali aktivisti za človekove pravice. Novi kraljevi odlok je dokaz, da so v tem izjemno konzervativnem kraljestvu spremembe v teku. Po uničujočem neurju Eleanor, ki je v torek in sredo prizadelo jug Francije in terjalo smrtne žrtve, veliko materialno škodo ter motnje v prometu, se življenje v francoskem departmaju Savoy počasi vrača na stare tire. Regija, v kateri se nahaja vrsta znanih smučarskih središč, je bila ena tistih, ki jih je orkansko neurje najbolj prizadelo. Francoski meteorološki center je v regiji prvič po 30 letih izdal rdeči alarm za snežni vihar. Več kot teden kasneje nevarnost neurja počasi upada. Kljub temu pa je meteorološki center izdal opozorilo, da smučarskim postajam še vedno preti nevarnost snežnih plazov. Kitajski uvoz in izvoz dobrin je v letu 2017 zrasel za 14,2% in znašal kar 27,79 bilijonov juanov. Obseg izvoza je dosegel 15,33 bilijona juanov, kar je 10,8% letna rast. Uvoz pa je zrasel za 18,7% na 12,46 bilijone juanov. Predstavnik za stike z javnostjo Generalnega direktorata za carino je izjavil, da tudi v letu 2018 pričakujejo rast zunanje trgovine. Lokalni uradniki dobre rezultate zunanje trgovine pripisujejo kampanji, ki se je lansko leto zavzemala za carinski postopek Single Window Customs Clearance. S tem carinskim postopkom prihranijo tretjino časa, ki je bil nekoč potreben za carinjenje. Povprečen čas carinskega postopka je namreč znašal več kot 10 ur. Zahvaljujoč novemu postopku pa lahko od novembra carinjenje opravijo v nekaj več kot 5 urah. Nov carinski postopek je še posebej ugoden za majhna podjetja, saj jim je omogočil tudi zmanjšanje stroškov. Minuli mesec je Filipinski narodni zgodovinski urad dovolil postavitev bronastega kipa v Manili, s katerim so se poklonili spominu na filipinske ženske, ki so med drugo svetovno vojno delale v japonskih vojaških javnih hišah. Med drugo svetovno vojno so namreč japonski vojaki več kot 1000 Filipink prisilili v prostitucijo. Za te ženske se je obdržal eufemizem comfort women, ženske, ki nudijo uteho. Nekatere preživele zdaj zahtevajo pravičilo in odškodnino od japonske vlade. Japonska pa nasprotuje postavitvi kipa. Filipinski predsednik Rodrigo Duterte se na nasprotovanje Japonske ni odzval. Odnosi med državama ostajajo zaostreni in bi lahko škodili odnosom z Japonsko, ki predstavlja velik vir pomoči in vlaganja v Filipinih. Kitajska je danes v vesolje poslala 2 satelita. Raketo s satelitoma so izstrelili v jugozahodni kitajski provinci Sichuan. To je bila prva izstrelitev satelitov Beidou v letu 2018, ki ji bodo sledile še mnoge. Kitajska si namreč prizadeva, da bi njihov sistem Beidou do konca leta 2018 državam ob novi kitajski svilni poti, tako imenovani pobudi En pas, ena pot, nudil storitve navigacije in določanja položaja.